Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Oksani, ki zelo rada prisluhne pravljicam. Hvala, Oksana. In v tokratni čudoviti zgodbi v rimah se bomo s prikupnim ter prijaznim zajčkom odpravili na raziskovanje ter odkrivanje želja. Le kaj si je zaželil zajček? Kaj njegovi prijatelji? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici, ki jo poklanjam Oksani z naslovom Želja. Vsako leto enkrat želje poletijo v nebo, da nam upanje in svetlobo prinesu. Sem ter tja po zraku švigajo in se podijo, a imeti moraš srečo, da ravno tebe ulovijo. Zajec začuden je opazoval, kako plesale so in migotale, na koncu pa na njegovem nosu so pristale. Ena in še dve želji padle so mu pred noge, zdaj imel je 3. Joj, vsi se veseli. Zajec, ki še nikoli nobene ni ujel, tisti hip ni vedel, kaj naj bi si zaželel. Z nasmehom do svojih 3 prijateljev je odskakljal, da preveril bi, katero željo vsak od njih bi v nebo poslal. Prva je bila na vrsti miška. Kaj bi ti si zaželela? Drobna miška pokukaj svoje luknjice. Svet tako je velik, miške pa smo tako majhne. Visoko želim leteti in od tam navzdol zreti. Zajec zamisli se globoko. Le kaj lahko bi videla tako visoko? A potem mu na misel je prišlo. Katero željo pa jaz poslal bom v nebo? Nato z nasmehom še do drugih 2 prijateljev je odskakljal, da preveril bi, katero željo vsak od njiju bi v nebo poslal. Naslednja je bila lisica. Kaj bi ti si zaželela? Čudi se, koliko knjig že ima v svoji hišici. Želim pisati zgodbe, ki vsi bi jih poznali, občudovali in še posebej radi brali. Zajec pomisli, lisičje zgodbe iz gozda. Kako vznemirljivo bi to bilo. A potem mu na misel je prišlo, katero željo pa jaz poslal bom v nebo? Nato z nasmehom še do 3. prijatelja je odskakljal, da preveril bi, katero željo pa bi on v nebo poslal. Zadnjega vprašal je medveda. Kaj bi ti si zaželel? Medved, opazujoč, kako morje valovi, mu na to vprašanje takole odgovori. Potoval čez gore sem visoke, plezal čez ostre sem skale, zdaj pa s čolnom rad raziskal, bi širno še morje. Zajec premišljeval je o medvedu, veslanju in brezkončnem morju. A potem mu na misel je prišlo, katero željo pa jaz poslal bom v nebo? In ko si še vedno ni ničesar zaželel, pa ne da tega ne bi hotel, zajec končno pomisli nase. In kaj naj bi zaželel si zase? Želim si, da bi se vsi majhni počutili neustrašni in veliki.
Želim si, da v sebi nas prežemala navdih in neskončna ustvarjalnost. Želim si svet poln pustolovščin, na katerem bi vsi skupaj lahko uživali. Zajec želje svojih 3 prijateljev izpolni. 1, 2 in 3. Potem pa se nenadoma zave, nobena ostala ni za me. Hvala ti, zajec, da si tako prijazen z nami. V zahvalo bi tudi mi ti radi nekaj dali. S tvojo pomočjo počutim se veliko, vsi me imajo za sebi enako. Če boš kdaj počutil se izgubljen, morda prestrašen in osamljen, samo ozri se k meni v nebo in težav teh več ne bo. Zahvaljujoč tebi zaposlena sem s pisanjem, čudovitim, vznemirljivim pripovedovanjem. Navdahni nas s tvojim nesebičnim ravnanjem. Prosim, povej, kako naj ti ustrežem z branjem. Končno imam čoln, s katerim plujem, onstran obzorja in peščene obale raziskujem. Tako da ne morem oditi kar brez zahvale. Prosim, postoj za trenutek, zdaj ni čas za šale. Medved prosi zajca, naj zapre oči, saj posebno presenečenje sledi. Nikoli ni prepozno za prijateljstvo, niti za novo pustolovščino. Zahvaljujoč tebi, zajec mali, bomo zdaj vsi skupaj potovali. Bravo, zajček. Na kako čudovit način si utrdil prijateljske vezi. In verjamem, da še danes potujete naokrog in morda se vam je na tej poti pridružil še kdo. Ja, prijatelji so tista nevidna moč, ki nas povezuje in podpira takrat, ko se znajdemo pred največjimi izzivi. S prijatelji je svet lepši, pot lažja, srce pa polno sreče. Oksana, tvoja radovednost in ljubezen do pravljic sta prava inspiracija in nas opominjata, kako pomembno je, da smo obkroženi z dobrimi prijatelji, ki nas podpirajo na vseh naših poteh. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pa kaj, v kateri boste spoznali, kakšno moč ter podporo je v šolski prostor prinesla nova učenka. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, negujte prijateljstva, saj so pravi zaklad. Prijeten pozdravček Oksani, ter pa seveda prijateljski pozdravček vsem poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V družbi slavnih superjunakov, kot so Superman, Spiderman in Batman, bomo danes spoznali še enega junaka. Ampak njegova supermoč je čisto nekaj posebnega. Luliman zna izjemno natančno lulati. No, morda se vam zdi, da to ni prav nič junaško, a nekoč je prav zaradi te svoje supermoči rešil prijatelja Meda pred nevarnostjo. Sedaj pa predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zabavni pravljici z naslovom Luliman. Superheroji so res krasni. Eden z meteoriti se bori, drugi preganja pošasti za 2. In kadar imajo odmor, trenirajo za nove zmage in junaštva. Zgodbe o herojskih dejanjih vsak otrok na tem svetu pozna.
Ampak o Lulimanu se ničesar ne ve. Na seznam superjunakov nikakor ne sme. Jasno pa, da tudi on marsikaj zna. Zlahka do roba napolni bazen, kadar ti ščiga na malo potrebo. Svoj curek naravnost školjko nameri, niti kapljica ne pade čez rob. Za vse mame superherojev je Luliman najljubši pop. A danes po zraku noben heroj ne šviga in telovadnica postala je 9. briga. Toda ko Luliman proti domu se nameni, sirena zacvili, za klic v sili. Luliman, tukaj Medo, pomagaj, prosim, vzklikne vas preplašen. Snežak prihaja, res je strašen. Ne boj se, reče Luliman. Vem, kdo nama lahko pomaga. Moj prijatelj Superman. Pohiti, Superman, kriči Luliman na glas. Grozni snežak vsak trenutek bo pri nas. Supermama pa mu šepne. Ne bo ga danes, fantek zlat, zdaj ni pravi čas. Supermana je zadel prehlad. Joj, stihne Luliman. Kdo pa bo zdaj pregnal snežaka? Pojma nimam, reče Supermama. Vprašaj pri sosedih, če kdo čaka. Ah, škoda pa taka, reče Spiderman. Mama mi danes krpa majico in hlače. Te razumem, pravi Luliman. Superheroj pa res nag po ulici ne skače. Mar veš, ker zadeva je pač taka, kdo potem premaga naj snežaka? Pojma nimam. Kaj pa, če poskusi prijateljica Mega Mindy? Dokler ne bo pojedla, reče Mindy nočka, ostala bo pri mizi. In še lasuljo je treba razčesati, že spet je polna vozlov, kot v krizi. Žal mi je, reče Batmanova mama, ko njen sinko neprestano zeha. Moj otrok je čisto neprespan, spanec v posteljo ga peha. Kje si se zamudil? Joka vse glasneje Medo. Pomagaj že, snežak naredil je že celo zmedo. Počakaj, vzklikne Luliman, imam še eno idejo. Potem pa odhiti do zadnje hiše, kjer ljudje od strahu še niso pod odejo. Fino, reče He-Man, nova avantura. Samo še hojco vzamem in protezo. Pridem prej, ko mine 1 ura. 1 ura? Saj niti minute več ne smemo vreči stran. Stori nekaj, prosim, hitro, hlipa Medo v telefon. Snežak me je ujel, zmrznil bom, ima ledeno dlan. Se zlobno zasmeji Snežak. Izpusti ga, takoj, sem junak. Stori že kaj, Luliman. Ja, lulaj, lulaj. Še lulaj, vriska Medo. Snežak se že topi. Lulaj, lulaj, hoj ladri. Moj superjunak si ti. Medtem ko za malega junaka meščani pripravijo parado, vse glasneje govori se rado, kako pobil jim je Snežaka. A svoji mami Luliman raje sploh ničesar ne pove. Res ni treba, da bi jo skrbelo. Pozdravljen, sinko, je bil lep dan? Vpraša mama Lulimana in poljubi ga na čelo. Si bil spet prepozen na stranišče? Luliman prikima. Nenadoma me je prijelo, pa je bilo povsod zasedeno. Poskusil sem še zadržati, toda kar v hipu mi je steklo. A, reče mamica prijazno. To se včasih pripeti še največjemu junaku.
Bravo, Lulimen. In tako je naš današnji junak pokazal, da vsaka moč, pa naj bo še tako nenavadna, lahko nekega dne postane izjemna, junaška in tista prava, če le verjamemo vase in v to, kar nas bogati. Res simpatična pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni pravljici o rimah z naslovom Geki in Odjeki, v kateri boste spoznali malce vzvišenega gekona, ki je vedno želel biti prvi ter najglasnejši. A nekega dne je bilo ostalim živalim tega dovolj in tako se je gekon odpravil poiskat nove prijatelje v kanjonu. A žal tam ni nikogar našel, je pa tam spoznal pomembno življenjsko resnico. Vabljeni k poslušanju. Lepo se imejte, bodite ponosni na svoje moči in se kmalu spet poslušamo. Pošiljam vam junaški pozdravček. Čau, čau. Bravo, Lulimen. Ja. Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji knjižni junak Lenivec nas bo popeljal na veliki gozdni festival, kjer se bodo s svojimi talenti predstavile številne živali. Ubogi Lenivec razmišlja, kaj sploh je tisto, zaradi česar je nekaj posebnega. Se bo Lenivec sploh predstavil na festivalu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Verjemi. No, pa da slišimo. Enkrat na leto v gozdu poteka praznovanje, veselje, zabava, dirka, pravi dan za igranje. Pridite, pridite vsi. Veliki gozdni festival vas vabi, na njem vsakdo se lahko predstavi. Že čisto nestrpen je Lenivec Leni, ta dan ogromno mu pomeni. Tudi sam bi nastopal, s svojimi talenti bi rad izstopal. Opazoval je tiste, ki jih je najbolj občudoval. Le kako odkril bi talente svoje in vedno zmagoval. Nečem gotovo sem najboljši. V svojem srcu Leni je verjel, zato je hitro pot pod noge vzel. Hej, jaguar, je rekel Leni, zanima me nekaj osebnega. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebnega? V gozdu sem najhitrejši, med vejami dreves najspretnejši. Na letošnji dirki bom zmagal, vse tekmece bom zlahka premagal. Težava je v tem, da lenivci po svoji hitrosti res ne slovijo. Zato cilj vedno prečkajo zadnji, če tudi ves čas hitijo. Leni je skušal pohiteti, a ker za počasnega je veljal, se je odločil, da svoj talent drugje bo iskal. Pozdravljena, žaba, je rekel lenivec. Zanima me tako osebno, kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebno? Raga. Trenirala sem zelo trdo, vadila vsako jutro, zato ne bom se vdala tako hitro. Kot akrobatka pometla bom z vso konkurenco. Lenivec Leni je opazoval žabo, kako skaklja sem ter tja, in med visenjem na veji ga je kmalu poneslo v svet sna. A med spanjem veja se je prelomila, na tleh pa ga je mehka trava prebudila. Ker pa lenivec ni bil ravno najboljši akrobat, se odpeljal je naprej novega prijatelja poiskat. Pozdravljena, kača, je rekel lenivec. Zanima me tako osebno, kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebno? Čarodejka sem, zasika kača. Strašen je moj trik. Izberi karto, vseeno katero,
in oganila bom tvoj lik. Lenivec izbral je srčno karto, ali pa morda bil je pik? Težko je reči, saj lenivec ni dobro razločil vseh oblik. A ker kača rekla je pik, len je nadaljeval, ne da vedel bi, da bil je pretentan. Lenivec Leni končno ve, kaj navdihuje vse prijatelje, zato zdaj čas je pravi, da še zase se postavi. Mogoče sem se zmotil, ko verjel sem vase, a se ne bom udal in bil jezen nase. Lenivci najboljše ideje dobijo, ko z drevesa ležerno visijo. Zato se je Leni na veji sedeč umiril, da svoj čaj lahko bi v miru popil. Leni v trenutku je spoznal, vse to sem narobe razumel, da drugačen sem, je prednost, zdaj to sem doumel. Potem je vzkliknil, pa jo imam, jaz se res nikoli ne predam. Lenivec se odpravil domov in razmišljal o zamisli svoji, ter hitro začel tehtati in peči v pečici novi. Vse sestavine pravilno je odmeril in se ob tem močno razveselil. Lenivec niti besedice ni rekel, samo v miru je torte pekel. Pri peki hitrost ni glavna vrlina. Pomembno je le, da pek pri delu uživa. Lenivec res ne ve, kako naj elegantno se premika, a zagotovo mešanje njegova prava je odlika. Stepal je v svojem velikem belem klobuku, nobene sledi ni bilo o kakršnem koli obupu. Čeprav lenivčeve oči niso mogle videti vsega dobro, je z nosom in rokami premagal tudi to oviro. In tako delal je vso noč, krasil torte do jutranjega svita na vso moč. Potem, ko vse je zapakiral, se na festival veselo je odpeljal. Pibip, pibip. Skozi množico drvel je z glasnima pibip, pibip. Bil je tako vznemirjen, da je celo pozabil iti spat. Svoje umetnine ponosno je razstavil, da njihov slastni vonj je množico omamil. A tudi drugi so se zelo potrudili. Svoje znanje in talente pogumno so razkrili. Vsi vpili so v en glas, da zmaga k lenivcu mora iti. In Leni navdušenje nad pokalom ni mogel skriti. Tako zelo sem se trudil biti drugim podoben, da sem čisto pozabil nase, ko bi moral le verjeti vase. Lenivec Leni zdaj svet gleda z drugačnimi očmi. Ve, kam gre in se že novega dneva veseli. Bravo, lenivec. Res sem ponosna nate. Pohvaliti pa moram tudi tvoje prijatelje, ki so ti na poti spoznavanja samega sebe zelo pomagali. Bravo. Ja, vsakdo izmed nas ima sposobnost, zaradi česar smo posebni. Le verjeti moramo vase, v nas se namreč skriva ta čarobna moč. Res navdihujoča pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Skriti talent lisjaka Lovra, v kateri boste spoznali prikupnega lisjaka, ki je prav tako iskal svoj talent in naj vam prišepnem, na koncu mu je uspelo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem, le verjemite vase. In se kmalu spet poslušamo v pravljičnem svetu mojega knjižnega kotička. Lepo se imejte. Čau, čau. Bravo, Leni.
Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji zelo zanimivi pravljici bomo spoznali deklico, ki se je odpravila v mesto. A to mesto ni običajno mesto. V tem mestu bomo spoznali različna čustva, ki živijo tudi v nas. Sedaj pa predlagam, da se vsi skupaj udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici v rimah, nastali izpod peresa avtorice Veronike Frece z naslovom Mesto čustev. Ni danes en res čuden dan, tak vesel, a hkrati zaspan. Zjutraj sem se na ves glas smejala, ko s prijatelji sem se igrala. Potem so odšli domov in jaz sem jokala, ker sama sem ostala. Popoldanskega počitka nisem želela. Jezila sem se, ker raje kaj drugega bi počela. Danes se res hecno počutim. Res ne vem, kaj mi je. Mami, kaj nekaj dogaja se? Veš, otrok moj, to so čustva, ki v tebi živijo. Včasih so budna, drugič pa spijo. Ko preplavljajo te različni trenutki, to, kar čutiš, to so občutki. Ampak mami, kaj pa sploh so to čustva? Je to nekaj, kar lahko jem? Le kako naj to izvem? Čustva so občutki, ki jih boš vedno čutila in z njimi živela. Naj ti povem zgodbico, da jih boš lažje razumela. Predstavljaj si, da greva na dolgo cesto, na potovanje v prav posebno mesto. V njem so zanimive hiše in vsaki od njih se svoja zgodba piše. Vsaki od njih čustvo živi, se z drugimi druži, a nekaterih boji. V prvi hiši veselje in sreča živita. V njej je vse barvito in iz dimnika se pisano kadi, da je res čudovito. Tu se ves čas nekdo smeji, vriska, včasih od veselja kar piska. Z oken se dvigajo pisani baloni, namesto solate na vrtu rastejo bomboni. Tu najdeš iskrice v očeh in svetle zvezde prav v vseh nočeh. Tu se pleše, sanja, žari in nasmehe poklanja. V drugi hiši žalost in bolečina živita. V njej se joka in stoka in v srcu boli, da to kar poka. Solzica tečejo brez konca in kraja, odžejala lahko bi velikega zmaja. Tu te v srcu tišči, ko mimo greš, in od tesnobe zviješ se v kepo, nič kaj prijetno in nič kaj lepo. To včasih te kaj bo tako prizadelo, da res hudo bo bolelo. V tretji hiši ljubezen živi. Njej se nikoli nikamor ne mudi. Tu bi vsi radi zavedno ostali, se radi imeli in ves svet objeli. Tu se ti lica obarvajo rdeče, srce pa kar vriska od sreče. Tu poljubi in objemi živijo, tu najlepše se sanje rodijo. Tu pospeši se ti bitje srca, tukaj mehkobe dovolj je za dva. Včasih to čustvo tako te zadene, da v glavi se ti kar zmeša in po oblakih vrtiš se kot preša. Ljubezen je tista, ki poskrbi, da ves svet res lepši se zdi. Tamle vidiš pa jeza živi.
včasih se k njej tudi bes priseli. Tu poka in dere se, včasih kriči, da vsak, ki gre mimo, res hitro zbeži. Kakšen nered tudi v jaz sem in tja, zobe skupaj stiska, še škripati zna. Tu včasih se zdi, da te kar bo razneslo, da še v vesolje bi to odneslo. Od jeze in besa si včasih kar rdeč, tu sreča in veselje se skrijeta v peč. Ko te obišče, pozdravi in zven, nato pa hitro pošljijo ven. Iz svojih pljuč, trebuščka in misli nikar ne pusti, da tebe črviči ali nekoga drugega piči. Izrazi z besedami, kaj te jezi, kaj ne zdi se ti prav in kaj te teži. Če treba je rjovi kot zmaj, boksaj v blazino in cepetaj. Občutek v tebi se umiri in v mislih počasi se vse ti zbistri. Naslednja hiša se dviga visoko, pa vendar seže tudi globoko. V njej prebiva Gospodič Ponos in vsak, ki gre mimo, v zrak dvigne nos. Skozi okna visijo medalje in priznanja, tukaj vsak ti pohvale poklanja. Počuti se res posebno, močno, sposobno, ponosno, prav vedno. Z dvignjeno glavo hodiš okoli, zavedaš se, da nisi kdorkoli. Ponosno držiš se in se smehljaš. Uspeh si zaslužiš in to si priznaš. No, greva naprej. Poglej, poglej. Tamle je hiša vsa bleda in strašna. Tako je osamljena, da še streha je prašna. V njej se prestraši prav vsak junak, v njej bled postane še korenjak. Tu čustvo živi, ki pravimo mu strah, in vsak, ki gre mimo, postane mehak. V resnici pa strah ni čisto bel, niti ni strašen in niti debel. Je velik le toliko, kot mu priznaš, moč dobi, če se mu predaš. Takrat, ko te strah bo, poglejmo v oči. Povejmo, da strah tebe nič ne skrbi, da on se v resnici tebe boji, ker potem, ko ga odženeš, nič ga več ni. Naslednja hiša je prava diva, samozavest v njej prebiva. Ustvarjalna in vsa nasmejana, samozavest je vsakomur dana. Le prebuditi jo moraš, nekje v tebi se skriva, seveda. Samozavest je dobra soseda, ki vedno te spomni, da lahko si uspešna, močna, pogumna in kdaj tudi smešna. Pove, da si lepa in pametna tudi, a ti to že veš, zato te ne čudi. Tamle še ena hiška stoji, v njej ljubosumje živi. To čustvo ni lepo, ni dobro, ni zdravo. Ta pokvari res vsako zabavo. Ljubosumje je neprijeten občutek, ki lahko uniči res lep trenutek. Takrat, ko nekdo nekaj dobi, nekaj, česar nimaš, pa želela bi si. Drugemu ne privoščiš tega, tebi kar naprej se krega in te tišči in duši in jezi, ker to stvar želela bi si tudi ti. A ljubosumje res ni dobro, je čustvo zlobno, ki odnose uničuje in prijateljstvo oddaljuje. Zato pomahaj ljubosumju v slovo, boš videla, svet takoj prijaznejši bo. V zadnji hiški hvaležnost živi. To čustvo čutiti bi morali vsi. Tu res smo veseli za vse, kar imamo, za vse, kar dobimo in vse, kar poznamo. Za vsako darilo, pa naj bo igrača, oblačilo ali pa slastno cvetača.
Tu smo hvaležni za mamico in očka, za sprehod do bistrega potočka, za prijazne besede in dobre sosede. Hvaležni, da hrano v hladilniku imamo, da lahko se varno zunaj igramo, da smo zdravi in veseli, da se radi imamo. To je tisto, kar največ šteje. Hvaležnost je čustvo, ki srce ti pogreje. Veš, tole mesto pravzaprav v tebi živi. Včasih cel kaos lahko se ti zdi. Vsa ta čustva v življenju boš čutila, ob nekaterih boš uživala, se z drugimi borila, a iz njih se vsakič boš kaj novega naučila. Čustev nikar se ne boj, ker ves svet jih doživlja s teboj. Nikoli jih ne skrivaj, prekrivaj, raje jih pozdravi in z njimi tu bivaj. Kar čutiš, povej, povabi naprej, a le na obisk to čustvom povej. Po obisku bodo odšla, da prostor za nova bo prihodnji dni. V tvojem srcu je čustveno mesto takšno z dolgo pisano cesto. Iz vseh teh hišk bodo čustva hitela, včasih boš srečna, hvaležna, vesela. Spet drugič boš jezna in besna rjovela. Včasih zaljubljene pesmi boš pela, drugič ponosno se boš vrtela. Tudi ljubosumje boš kdaj začutila, a vem, da ne boš se mu prepustila. Zdaj pa hitro pod odejo, le lepe sanje k tebi smejo. Zapri oči in mirno spi, saj veš, da največ pomeniš mi. Še en poljub in objem ti dam, pa še nekaj ti na uho zašepetam. Najraje na svetu te imam. Si moj ponos in moja sreča, ti moja čustev polna vreča. Kako imenitna pravljica, kaj ne? Pisateljica je tako čudovito in enostavno opisala čustva, a če se sami znajdemo v vrtincu različnih čustev, vse skupaj ni tako enostavno. A sedaj bo mnogo lažje. Super pravljica, res. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Pokloni prijaznost in žarek luči, v kateri boste spoznali žalostnega medveda, ki ga nihče ne mara. A medvedova prijateljica na prav poseben način poskrbi, da medved postane nadvse vesel ter obkrožen s svojimi prijatelji. Lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau! Kako čudovita razlaga o rimah. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Tokrat nas čaka zgodba o rimah, ki na zabaven, drzen in sodoben način obuja eno najbolj znanih slovenskih pesnitev. Slovenski vsestranski ustvarjalec Andrej Rozman Roza je znamenito pesnitev Povodni mož, ki je nastala izpod peresa slovenskega pesnika Franceta Prešerna, postavil v današnji sodobni čas med motorje, glasbo, mestni vrvež in mladostno prevzetnost. Namreč spoznali bomo Urško, lepotico našega časa, ki verjame, da zanjo ni dovolj dober kar vsak. A usodna srečanja se zgodijo ravno takrat, ko jih najmanj pričakujemo. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo hudomušni in pomenljivi zgodbi o rimah, nastali izpod peresa avtorja Andreja Rozmana Roze z naslovom Urška. Res hudo je,
če prelep si za ta povprečen svet. Ko je v mestu veselica, nasmejana so vsa lica. Godba menja se nenehno, polka, rock'n'roll in tehno. Vse se plete, vse se zvija, vse bolj raste euforija. Moški, ženske, stari, mladi, vsi se imajo strašno radi. V celem mestu eno samo bitje zgleda kot bolano. To je Urška, lepotica, ki je prav kislega je lica. Bolj ko gleda te ljudi, bolj je jasno, da ga ni tipa, ki bi bil dost lep, da bi šla se z njim vrtet. In ko se v polnoči vse še kar brez nje vrti, grabiti jo začne obup, kar zasliši čuden hrup. Vse glasneje in vse bliže, da preupije mile viže. Ko iz temnega obzorja vstane bleda luč motorja. Luč počasi, ko da išče, tjava tja, kjer je plesišče. Spremlja pa jo takšen zvok, da vse pade godcem z rok. Saj rohni in ropota, kot iz drugega sveta, dokler končno ne ustavi, se ob Urškini postavi. Urško, ko ob njej parkira, kar potresa od nemira. Hrup pa utihne, luč se utrne in iz silhuete črne vstane tip visok koščen, lep kot kakšen maneken. Ko pa še čelado sname, zdi se, da je iz reklame. Urška srepo buli van, kot bi bil pred njo ekran. Tip pa reče: živjo mala, a bi malo zaplesala? In ker godba kar molči, tipček jezno zakriči: kva je bend, a bo že kaj? Eno hitro zaigrej. Končno mene vreden tip, dahne Urška in čez hip vsa ljubezni zagori, da ji plamen iz oči švigne s tako energijo, da prisotni onemijo, češ, kako je to mogoče, da ni tipu ksiht nič vroče. Bend pa kakor nor zašpila, da so v ognju vsa glas zbila. Saksofoni zažarijo, iskre od činel letijo in dim se vije iz kitar, da se zdi, da je požar, ko se lepi par teles zapodiv divji ples. Urška se v ekstazi meče, da si skoraj zlomi pleče. Tip pa tudi ni od muh. Krepek je, čeprav je suh, in obvlada rock'n'roll. Urško gor, dol, naokol suče, Bog ga nima rad, kot najboljši akrobat. In ker ve, da tip je pravi, Urška nikdar se ne ustavi. Vse dokler ne pride ura, ko je končno konec žura. Takrat reče Urška Zala: strašno dobro sva plesala, skoraj več ne čutim nog, daj, zapelji me en krog. Tipček najprej hladno pljune velik kos žvečilne gume ter zakurbla, stisne plin. Urška, ki sedi za njim, pa ljubeče se oklene hladne, črne in koščene so plesavčeve postave in že planeta v daljave. Že popoldne se razve, da kjer mož čez Savo gre, neurejene so bankine in asfaltne izbokline ter pretirana hitrost bili vzrok, da je zgrešil most. Zvlekli so motor iz reke, a od njiju niti obleke. Kako igrivo, duhovito in hkrati zgovorno prepletanje preteklosti s sedanjostjo. Urška nas je, tako kot v Prešernovi pesnitvi, opomnila, da prevzetnost, hrepenenje,
Zaljubljenost v lastno podobo in slepa očaranost lahko vodijo tudi v nepričakovane razplete. A prav v tem je čar poezije, da nas zabava, nasmeji, hkrati pa nam vtisne misel, ki še dolgo odmeva. Iskrena hvala avtorju Andreju Rozmanu Rozi. V mojem knjižnem kotičku lahko posežemo tudi po takšnih zgodbah, ki nas povežejo z literarno dediščino na svež, zabaven in sodoben način. Pravljičen pozdravček prav vsem poslušalcem domišljijskega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Ja, zanimiva zgodba.